Kakšna je razlika med tem, kako se je včasih arhiviralo filme, pa danes? Torej tako, pri arhiviranju in vzdrževanju in materialnem varstvu filmskega arhivskega gradiva praktično ni od samega začetka in od same ustanovitve Slovenskega filmskega arhiva nobene razlike. Film, vemo, je nosilec, ki ima že dolgo dobo, preizkušeno dobo in s tem tudi preizkušene postopke za njegovo ohranjanje. Koliko pa imate kaj filmov v svojem arhivu? Jaz mislim, da se lahko pohvalimo z dovolj bogato zbirko. Večkrat smo že omenili ob različnih priložnostih, da hranimo večino slovenske filmske kulturne dediščine. V številkah bi se lahko izrazili trenutno takole. Imamo okrog oziroma približno 7000 naslovov filmov, različnih zvrsti, od igranih, dokumentarnih, animiranih, eksperimentalnih. Zanimiva je tudi številka v kolutih, to je približno 30 000 kolutov. Kje pa hranite vse te filme? Oziroma v kakšnih pogojih tudi hranite? Vsi ti filmi so hranjeni v absolutno ustreznih in optimalnih klimatskih pogojih, posebnih za vsak tip filmskega arhivskega gradiva, ker moramo vedeti, da črno-beli film zahteva svoje pogoje, barvni svoje pogoje, originalni filmski negativ svoje pogoje in ravno tako filmske kopije. Prej ste omenila, da se je zakon o hranjenju spremenil in da zdaj hranite tudi digitalne nosilce. Res je, to je resnično bistvena novost tega novega arhivskega zakona oziroma zakona na področju arhivske dejavnosti. Namreč produkcija na novih nosilcih, analognih ali pa digitalnih, je seveda tudi strani države zdaj pač redno financirana in tako je pač to postala tudi ena izmed nalog, hramba tega tovrstnega gradiva.